Lepo pozdravljeni, danes smo v prostorih Zavoda Modri december v Kopru in sicer bomo pripravili predstavitev našega zavoda. Jaz sem Tilen, tudi prostovoljec v zavodu. V sklopu projekta Lahko.si boste spoznali naše poslanstvo, delovanje in ob meni je seveda naša direktorica Patricija Lovišček. Lepo pozdravljena. Živijo, lep pozdrav. Zavod Modri december je nevladna organizacija, ki izvaja podporne storitve za osebe z avtizmom v vseh starostnih obdobjih. Torej imamo programe za otroke, mladostnike, odrasle in seveda tudi njihove družine. To je naše osnovno poslanstvo. Seveda pa je na drugi strani naše poslanstvo tudi izobraževanje in usposabljanje tako strokovne kot laične javnosti. Kako pa bi predstavili širši javnosti avtizem, kaj so značilnosti oziroma kateri so tisti izzivi, s katerimi se tudi v sklopu aktivnosti soočate? Avtizem je eno od nevrorazličnih stanj, kar pomeni, da gre za posebno stanje, ne za bolezen. Gre za posebno stanje, ki se kaže kot posebnost v vedenju. Torej, vedenje je tisto, ki nas lahko opozori, da gre za neko neurodiverziteto. V vsakdanjem življenju seveda se osebe z avtizmom soočajo z veliko izzivi, nenazadnje naš svet ni narejen oziroma ni prijazen. Predvsem, če govorimo o izzivih, so to, kako preživeti vsak dan v zelo nevrotipičnem svetu. Patricija, dovolil bi se reči, da smo prostovoljci, pa tudi uporabniki tisti, ki zavod delamo posebne. In verjetno v sklopu projektov je marsikatera zgodba posebna. Katero bi izpostavili? Ko si omenil prostovoljce in tudi osebe z avtizmom, ne morem mimo tega, da ne omenimo našo prvo mednarodno mladinsko izmenjavo, ki smo jo organizirali za osebe z avtizmom. To je zagotovo bil skok iz cone udobja za osebe z avtizmom, ampak potrebno je poudariti, da te izmenjave ne bi bilo brez vas prostovoljcev. Posebnih zgodb v zavodu imamo res veliko. Kadarkoli oseba z avtizmom naredi nek korak več ali pa nek premik, je to za nas posebna zgodba. Kar nekaj jih beležimo, ampak nam se zdi pomembno, da osebe z avtizmom vključujemo v naše aktivnosti. Pred nami je posebno leto, obeležujemo 10. obletnico delovanja. Kako vidite v bistvu razvoj samega zavoda in pa tudi mogoče kakšna je možen razvoj ali pa napredek na področju avtizma? V Zavodu Modri december si želimo seveda razvoja še drugih programov, s katerimi lahko podpiramo in vključujemo osebe z avtizmom. Na področju avtizma samega pa si želim, zelo preprosto povedano, višjega zavedanja. Ker potrebno je vedeti, da obravnavo in podporo oseb z avtizmom izvajamo samo nevladna organizacija v Sloveniji. Patricija, hvala lepa. Jaz upam in verjamem, da so povedala veliko oziroma vse. Zahvaljujeva se seveda Ljudske univerze Koper v sklopu projekta Lahko.si za to vabilo. Za vse, ki pa želite več informacij, lahko odklikate modridecember.si in dobite vse kontakte in informacije. Hvala in srečno!